Evo tako, lepo pozdravljeni še z moje strani. Sanda Jerman, bom z vami scene Štupar Cilj in seveda še 3 nove prakse, tudi z drugačnimi vsebinami, tako da bomo dobili še dodatne vpoglede, kako skrbeti zase in za svoje zdravje. Predajam pa kar besedo naši moderatorki iz prejšnjega slota, gospe Dari Kušar, ki prihaja z Ruske univerze Slovenska Bistrica, ki nam bo predstavila, kdo je promotor zdravja na delovnem mestu za zaposlene. Darja, izvoli. Hvala. Poudarek je na kdo. Torej, kdo je tisti, ki je promotor zdravja na delovnem mestu za zaposlene? In sicer, če se mi najprej postavimo, kdo smo bili, ker smo pač tukaj na letnem posvetu izobraževanja odraslih, pa kdo smo bili včasih. Bili smo učenci, bili smo dijaki, bili smo študentje, imeli smo svoje razrednike, učitelje, profesorje, asistente, druge učence, dijake in študente, šola, telovadnica, fakulteta, univerza, knjižnica. To so bili prostori, v katerih smo delali in funkcionirali in imeli smo šolske obveznosti. Pouk, šolske domače naloge, branje, ponavljanje, učenje, preverjanje, testi, izpiti, ni zmanjkalo. V bistvu ves čas smo bili v tej aktivni vlogi učenja. Najljubši čas nam pa je bil odmor. Malica, ples, valeta, maturantski ples, končni izlet, strokovna ali zaključna oziroma maturantska ekskurzija. Danes smo pa v fazi potem, ko smo nehali hoditi v šolo, nehali biti učenci in smo vsi izobraževalci odraslih. Namesto tistega razrednika imamo direktorja, ravnatelja, pomočnika ravnatelja, nadrejene, v kolektivu imamo druge sodelavce, delamo v teh svojih ali skupnih pisarnah in prostorih, svetovalnem, izobraževalnih prostorih, središčih za samostojno učenje. Naše delovne obveznosti se niso kaj dosti spremenile, samo malo drugače jih poimenujemo, se pravi branje, pisanje, sestanki, različna srečanja, sveti, poročanje, pisanje poročil, seveda tudi preverjanje, redno strokovno usposabljanje, se pravi spet učenje in pa različni izpiti, s katerimi se soočimo. Najljubši čas? Odmor. Zdaj vmes so nam ga vzeli, ne? Jutranja kava, malica, strokovne ekskurzije, projektna srečanja in seveda, tako bi bil nek maturantski izlet, ki se zgodi samo enkrat letno, ali pa zaključni izlet, je letni posvet o izobraževanju odraslih. Tukaj smo zdaj, se pravi, to je tista ta najljubši čas in zabava. Zdaj, zaposleni strokovni delavec, od njega se pričakuje najprej prvo, da je dobro opravi svoje delo in to je jasno zapisano v njegovi pogodbi, kakšna je zaposlitev, kakšne so njegove pravice, kakšne so njegove obveznosti. Kar se pa tiče zdravja in počutja na delovnem mestu, se pravi, če se gre za promocijo zdravja na delovnem mestu, kak naj bo ta naš zaposleni. Zdaj, zato, da se boste lažje ali pa težje identificirali, sem vzela 3 slike in na prvi pač je to že, mislim, malo divje je, malo se mora raztegniti sicer, ni bilo nič kaj hudega, saj vem, da zgleda, kot da je malo histeričen, ampak v osnovi se je samo pretegnil. To je tisto, ko si je treba vzeti čas za svoj odmor. Lahko je zaposleni v bistvu tudi kot ena komaj še stoječa stara hiša, katero bo hmal prerasla plesen, bršljan in vse drugo. Gremo mimo, kot ozadje namizja zgleda fantastično, se pravi, ima inventurno številko, to je pa tudi vse. Ne dati inventurnih številk svojim zaposlenih, sam rečem. Lahko pa se da čisto na off, ne, pa pač jaz sem to fotografijo poimenovala karantena stil, ne, ampak v osnovi ni pulover, tako je vprašala ena, ko je prišla k nam na obisk, to je maček. In zdaj pa promocija zdravja na delovnem mestu. Če ste bili že prejšnji sklop tu, ste slišali v bistvu, kaj vse. Gremo se telesno zdravje, fizično kondicijo, zdravo prehrano, duševno zdravje, odnose na delovnem mestu, komunikacijo s strankami, sprostitev, zabava. En velik kaos vsega. Eno osnovno vprašanje pa je, tisto, ki smo ga na koncu ugotavljali, ali to delamo v delovnem času, ali to delamo tudi osebno. Torej, ali promocija zdravja na delovnem mestu, ali sem jaz, ko sem jaz v svoji pisarni, jaz, Darja, mama, žena in vse ostalo, ali sem samo zaposlena delavka na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica.
Jaz mislim, da je to malo mešano in da je treba upoštevati vse. In zdaj, čigava dolžnost je, da poskrbimo sami zase. Če še enkrat preberem, čigava dolžnost je, da poskrbimo sami zase. Od vsakega samega, ni druge. Sicer temeljna pravica, tak, če vidite, mislim, tak velike prezentacije jaz še nisem imela, tako da v bistvu tam gori sem v naravni velikosti, ampak temeljna pravica v bistvu je pravica do zdravega življenjskega okolja oziroma zdravja in je temeljna, zato je velika večina ljudi v Sloveniji tudi zavarovana oziroma plačuje prispevek. Ok, davek, v redu. Zadnji, najbolj aktualni podatek pa pove, koliko ljudi pri nas čaka na zdravstveno obravnavo na dopustno čakalno dobo in je alarmanten. Dejstvo, imamo pa vsak dan 24 ur časa, da naredimo nekaj zase. Delodajalec, delavci skupaj in pa v končni fazi vsak sam znotraj te organizacije, ker dobre vile, ta na sliki je odletela, ni je več. Vsaka organizacija mora sama najti in ustvariti tisto individualizirano zeliščno gredo, vse različne ponudbe, kar se tiče promocije zdravja, da potem vsak zase naredi svojo mešanco, ki mu bo ustrezala in na podlagi katere bo dober delavec, ki bo tudi zdrav. In če gremo gledati, pač tako, jaz sem tam noter v eni škatli, ampak zdaj gremo ven iz te škatle, temeljne in poklicne kompetence, ker ne moremo nehati z njimi, ker praktično še zadnji dnevi tečejo od tega. In v bistvu je tako, da kompetenca poskrbeti zase in za druge in za svoje dobro počutje in za počutje drugih, glejte, že leta 1989 so jo najdli. Jaz sem jo sicer včeraj prebrala, ne včeraj. Ja, ne, predvčerajšnjim sem jo prebrala na eni, mislim, da je nekaj za lase ali nekaj tacga, ampak oni se s tem že ukvarjajo. Kje smo pa mi? Mi smo na svoje kompetence pozabili. In zdaj pač, ker prišla sem s Štajerske, v osnovi sem pa Primorka, bom povedala tak, ne, tistega desnega vam ne bom brala, ker v angleščini, ampak Iztok Mlakar bi vam povedal, slehernik je tisti, ki si mora vzeti čas za sebe. Noben drugi ne bo tega namesto njega naredil. Tak je to. Hvala lepa. Hvala lepa, Darja. Se pravi, promotor je vsak sam. Kakšno vprašanje, preden gospod Darjo spustimo na odmor in damo besedo našim nadaljnim gostom? Kakšen pogum morda? Kakšna oseba? Ne bi? Darja, potem te bom pa jaz nekaj vprašala. Kako pa ti v svoji organizaciji deluješ kot promotorka zdravja? Ker sigurno, ker si tako energična. Ja, en osnovni način je, kak lahko, tak, da vsi vidijo, se pravi z zgledom. Zdaj pač ene stvari niso več poslovna skrivnost. Jaz si vsak teden enkrat v tednu si vzamem čas, ko se izpišem, se vse zorganiziram, da gre mimo opravljenih delovnih obveznosti, ne more biti to tako, da kaj ne bo narejeno. Ko je vse narejeno, si zapišem, se izpišem ven, znotraj tistih 8 ur ali pa popoldne potegnem, kakorkoli že, in grem pač na masažo in ko pridem nazaj, cela dišeča, so vse navdušene in rečejo, jaz bi tudi, ja, tudi ti imaš svojih 24 ur v vsakem dnevu in se lahko zorganiziraš. Tako da, zato je to, zgled je tisti, ki najbolj deluje. Mene na jogi boste bolj težko videli, jaz sem malo predivja za to, tako da v bistvu, če bi meni rekli, da moram iti v neke take poze in jih držati in biti pri miru, pa tiho, pa vse to bi malo trpela. Tako da v bistvu res vsak sam mora najti tisto zase, je pa zgled tisti, ki zagotovo deluje. Absolutno, pa izobraževanje, oziroma informiranje. Najlepša hvala, tu je bila Darja Kušar.